Prvi vtis, če bi poskušali povzeti mnenje večine, je, da varčevanja v Sloveniji ni. Da ljudje živijo iz meseca v mesec, da ne morejo preživeti, kaj šele, da bi jim konec meseca, ko dobijo nov priliv, bodisi plačo ali socialni transfer, kaj ostalo v denarnici. Ja, žal je še veliko takšnih zgodb, ki jih bo potrebno spremeniti. Pa vendar del prebivalstva, tisti, ki lahko, varčujejo. Nasploh veljamo Slovenci za varčne ljudi. Ja, nekaj že varčujemo, ja. Mi dva sva upokojenca, pa nimamo kaj varčevati. Ja, čez celo leto pomalem. Bi z veseljem, ja, seveda, ampak večinoma pač porabimo denar, ne, za življenje. Nekaj ima varčevanja, ja, nima pa to, da bi rekel, da bi nekaj dosti varčeval. Koliko mi pač od pokojnine ostane, ne? Varčujem, ko lahko. Skozi varčujem. Slovenci smo pregovorno varčen narod, radi varčujemo in to se tudi v teh današnjih časih krize pokazalo kot pravilna trditev in ljudje na ta način uresničujejo neke svoje kratkoročne ali pa tudi dolgoročne cilje. In danes lahko rečem, da je varčevanje v porastu. Razlogi za varčevanje so različni in odvisni od vsakega posameznika. Ja, za privoščici malo pa. Za hude čase, ne. Nimam nekega posebnega namena, samo je pa vedno fajn, če ima človek kaj prišparano, ne. Mogoče za sinovo šoferski izpit, pa to nekaj takega malo tak, da ja, pa za kakšne počitnice. Na voljo so številne oblike varčevanja, še zmeraj pa večina Slovencev svoje prihranke najraje zaupa bankam in drugim finančnim ustanovam. In to kljub dejstvu, da so obresti za depozite trenutno izjemno nizke. Že kar zamejo, kolikor smo se odločili, da bomo varčevali in potem po par letih lahko koristiš. Na stran si dajem sama, v bistvu tudi pri banki. Tudi v banki nekaj doma v štumfi, domače rečeno. Tako da nekaj v denarnici, malo po malo. Odvisno koliko je iz meseca v mesec, ne? Nekaj imamo v skladih z možom, nekaj pa tudi doma, ja, v kuvertu, tako je najboljše. Najraje bi imela doma v nogavici, ne, ker pravijo, da bo treba celo obresti plačevati na to, če boš imel na banki denar shranjen, ne. Zdaj razmišljam še o možnostih. Na banki imam na SKB-ju in potem koliko pač tiste stroške poravnamo in koliko stane, nekaj pa moraš imeti, ne, se pravi, eno pokojnino moraš imeti v rezervi, ne. Razne oblike varčevanja so na razpolago, banka jih konstantno prilagaja glede na trenutne razmere na trgu. Od postopnih varčevanj, kratkoročne oblike varčevanja poznamo pa tudi dolgoročne. Poleg klasičnih oblik bančnega varčevanja imamo tudi na razpolago varčevanje v drugih alternativnih, bolj donosnih oblikah varčevanja. Je pa seveda to odraz vsakega posameznika, koliko je nagnjen k tveganju, kakšne cilje ima in kakšna so njegova pričakovanja. Kljub previdnosti, ki je nekako stereotipna za Slovence, se najdejo tudi tisti, ki jih nizke obresti za depozite privedejo do tega, da izberejo alternativo klasičnemu varčevanju. Najbolj se odločajo za kratkoročne oblike varčevanja, je pa trend rasti naložbenih varčevanj, kjer so v bistvu tudi donosi nekoliko višji, je pa res, da so pa tudi tveganja temu ustrezno višja. Pravijo, da je previdnost mati modrosti. A vendar nam v današnji situaciji klasične oblike varčevanja kvečjemu ohranjajo vrednost denarja, kar pomeni, da so obrestne mere blizu inflacije. Da bi iz tega, kar imamo, lahko na dolgi rok naredili več, je potrebna določena mera zdravega tveganja in pragmatizma. In smo že pri finančni pismenosti prebivalstva, s katero bi se morali, po mnenju nekaterih, začeti ukvarjati že v osnovni šoli.